Pozdravljeni! V ponedeljek je bila 21. redna seja občinskega sveta. Svetniki so na dnevnem redu imeli 23 točk. Zaradi obsežnega dnevnega reda so po dobrih 6 urah sejo prekinili in bodo nadaljevali v torek 2. aprila. Zataknilo se je že pri sprejemanju dnevnega reda. Svetnik Vili Trofenik je predlagal umik točke na temo o določitvi cen storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda in umik točke, s katero bi svetniki določili cene storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Kljub temu, da svetniki njegovih predlogov o umiku niso potrdili, poročil komunalnega podjetja niso obravnavali. Saj je bila seja zaradi obširnega dnevnega reda prekinjena in se bo nadaljevala v torek 2. aprila ob 16. uri, ko bodo svetniki lahko podali tudi pobude, predloge in vprašanja. Župan z občinsko upravo pa bo nanje odgovarjal. Sicer pa je minula seja bila izrednega pomena, saj so svetniki kljub 30 amandmajem, ki jih je na predlog odloka vložila opozicija, predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu sprejeli. Predlog odloka je namreč, kot je znano, bil v pripravi kar nekaj let. Kot je ob obrazložitvi amandmajev dejal Vili Trofenik, takšnega odloka, kot je bil predlagan, ne morejo podpreti, saj ima odlok 135 členov, od tega pa jih je glede na prvo obravnavo spremenjenih kar 100. Župan Alojz Sok je dejal, da sicer nobenega od amandmajev ne podpira, jih pa je dal v obravnavo. Pojasnil je, da ne želi tvegati, da bi bil zaradi neobravnavanih amandmajev sprožen upravni spor, saj preveč investitorjev čaka, da začne z deli. Od 30 so svetniki podprli 2 amandmaja. Pred glasovanjem je Vili Trofenik še enkrat opozoril, da občina s prostorskim načrtom nekontrolirano in neodgovorno uničuje kmetijska zemljišča, posledice pa so lahko, kot trdi, usodne. Saj so pri pripravi odstopili od strokovnih kriterijev. Ob končnem glasovanju je odlok podprlo vseh 17 svetnikov, ki so glasovali. Vili Trofenik pa je takoj po končanem glasovanju za zapisnik povedal, da se je pri glasovanju zmotil. Sicer pa so svetniki v nadaljevanju seje sprejeli še sklep o preoblikovanju pošte na Kogu v pogodbeno pošto. Poštne storitve bodo krajani odslej lahko opravljali v krajevni trgovini. Potrdili so tudi DIP za gradnjo novega vrtca pri Veliki nedelji, kar je za tamkajšnjo krajevno skupnost velikega pomena, saj se jim bo tako izpolnila dolgoletna želja po novem vrtcu. Svetniki so se v nadaljevanju seznanili tudi s študijo o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese in izrazili pozitivno mnenje kandidatki Viki Ivanuša za direktorico Ljudske univerze Ormož, saj za to delovno mesto izpolnjuje vse pogoje. Niso pa obravnavali poročil komunalnega podjetja, saj je bila seja zaradi obširnega dnevnega reda prekinjena in se bo torej nadaljevala v torek 2. aprila ob 16. uri. V ponedeljek pred sejo so predstavniki svetniškega kluba civilnega gibanja za etnično in osveščeno občino Ormož, Sonce Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož sklicali tiskovno konferenco, kjer so predstavili nekaj svojih stališč do aktualnih dogajanj v občini. Najprej je svetnik Vili Trofenik predstavil nekaj stališč v zvezi z dogajanji v Centru starejših občanov v Ormožu. Namreč v svetniškem klubu ugotavljajo, da je stanje nenehnem poslabšanju in je pripeljalo zdaj tako daleč, da je druga glavna sestra ta teden zaključuje svoje delo v Centru za starejše občane in to glavna sestra, ki jo je si pripeljalo vodstvo. V gradivu imate pismo te gospe, ki je osebno ne poznam, ki je prišla v drugod, ne poznajoče razmere in je po relativno kratkem bivanju v centru ugotovila, da je stanje še seveda bistveno slabše, kar smo mi opozarjali. Seveda imate tudi pismo obupanih zaposlenih, ki so ostali brez organiziranega sindikata, ker so lideri
in tisti, ki so imeli hrbtenico, kaj povedati o nepravilnosti in se boriti proti tem nepravilnosti, na koncu iz obupa odšli iz ustanove, kjer je prisotna nenehna fluktuacija in seveda se tudi zaradi tega kvaliteta uslug nenehno poslabšuje. V nadaljevanju so pokomentirali še zadnja dogajanja okrog hitre ceste Hajdina-Ormož oziroma odgovor ministra Černača, ki ga je podal na poslansko vprašanje Kristine Valenčič glede projekta hitra cesta Hajdina-Ormož. Nihče od Ormoža do Ptuja se do danes, čeprav smo vsem dostavili, ta odgovor ni oglasil, niti ni organiziral nobene akcije ali kakorkoli. Mogoče bo zdaj po menjavi vlade prišlo oziroma odgovorni, ampak vsak dan, ki je tu izgubljen, je ga škoda, ker seveda prihajamo vedno večjo zadrego pri Darsu. Dars že ne zmore več financirati obveznosti kreditnih in to lahko ostane največji problem, tudi če bi vse ostale centre moči, ki nagajajo, umirili, da bi začeli z gradnjo. Za konec pa so predstavili še svoja stališča glede predvidenih zvišanj cen komunalnih storitev. Indeks gre, če se najprej ostavimo na odvajanju in čiščenju odplak. Odvajanje je bila stara cena 0,12 evra na kubični meter vode, nova cena je 0,34 ali 183% več. Človek se vpraša, ali je nekdo normalen. Z vidika stroškov, ki nastajajo, je lahko rezultat tu blizu, vendar z vidika plačila v teh razmerah pa je seveda drugače. Sicer je Vili Trofenik kot pozitivno poudaril znižanje stroška omrežnine, k čemur je, kot pravi, pripomogla državna uredba, k stališču svetniškega kluba pa dodaja še naslednje. Gradivo, ki je bilo posredovano članom občinskega sveta in odbora takole mimogrede med tednom, da bi bilo čim manj razprave, je seveda zavajajoče. Zavajajoče je zato, ker ne prikazuje jasne porasta cen na enoto storitev, kar predpisuje državna uredba. Enota storitve je na kubični meter odvzete vode, ampak poskuša to zamegliti z nekimi izračuni, kaj če bi bilo, če bi porabil 1 kubični meter vode in tako naprej. In da se ta drastična povišanja, izražena absolutno ali relativno v odstotkih, ne bi tako izkakala ali videli. Tu seveda je problem glede na metodologijo, da je vprašljiva elaborat, ki ga je izdelalo komunalno podjetje Ormož, čeprav na prvi pogled zgleda, kot da bi bil elaborat vesten, ampak ni tako, ker izhajajo iz ene predpostavke, da je kanalizacijsko omrežje 100% izkoriščeno. To je neresnica. Kanalizacijsko omrežje niti v mestu Ormožu, kaj šele na podeželju, še daleč od 100% izkoriščenosti. In to stopno izkoriščenosti nihče ni ugotavljal, čeprav bi jo po uredbi morali in bi jo morali upoštevati pri izračunu. Kaj to pomeni? Recimo, če bi bila izkoriščeno samo 70%, bi za tisto razliko 30%, ki pride do prevelike cene, morala občina subvencionirati. Kot primer najbolj razumljiv za laika je primer izgradnje omrežja Podgorci, Sodenci, Velika Nedelja, kjer je investicija predvidela, da bo 260 priključkov, v tem trenutku pa se jih lahko priključi 100 plus minus kaki. Se pravi, da gre za približno 40% izkoriščenost. In pri čiščenju odplak je treba še to povedati, da seveda glede na uredbo, ki je možno res en člen različno tolmačiti, je prišlo do take posledice, da je enotna cena
enotna cena za čistilno napravo v Ormožu znotraj tovarne sladkorja in za rastlinsko čistilno napravo ena, ki še je v pogonu v Mihovci pri Veliki nedelji. Stroški niso prikazani ločeno, cene niso definirane ločeno in zdaj seveda bo podeželje močno subvencioniralo predrago čiščenje v Ormožu. Zaradi vsega navedenega je potem opozicija na seji občinskega sveta tudi predlagala umik teh točk z dnevnega reda seje. Minuli četrtek je podjetje Pfeiffer in Langen v krogu svojih poslovnih partnerjev in gostov svojemu namenu predalo nov skladiščni prostor. Nahaja se ob sedanjih skladiščih, ki jih podjetje ima na mestu nekdanje tovarne sladkorja od leta 2008. Otvoritvena slovesnost se je začela s prejemom gostov in poslovnih partnerjev. Teh podjetju ne manjka, saj ima v svoji branži že več kot 140-letno tradicijo. Danes je Pfeiffer and Langen s svojimi podjetji prisotno v 10 evropskih državah in zaposluje kar 2305 delavcev. V Sloveniji je podjetje prisotno od leta 2008. V Ormožu so kupili silose in pakirno linijo nekdanje tovarne sladkorja Ormož od nizozemskega lastnika podjetja Kosun. In kot je na odprtju povedal direktor Štefan Lücke, je podjetje v zadnjih letih v razvoj in posodobitev opreme v Ormožu vložilo okrog 3,5 milijona evrov. Pred časom so posodobili pakirno linijo za kilogramska pakiranja, ker sedaj lahko zapakirajo 100 zavojev v minuti. Podjetje pa je sicer znano tudi po številnih drugih sladkornih specialitetah. Od želirnih sladkorjev do mletega sladkorja, belih in rjavih kandi sladkorjev ter belih in rjavih sladkornih kock. Sicer pa Pfeiffer and Lange Ormož trži svoje izdelke pod blagovno znamko Diamant. Tribarnico na otvoritvi skladišča so simbolično prerezali župan občine Ormož Alojz Sok ter direktorja Pfeiffer and Langen Horst Herold in Štefan Lücke. Gre za novo zgrajen 4000 kvadratnih metrov velik skladiščni prostor s kapaciteto 6000 ton. Investicija je podjetje stala čez 1 milijon evrov. Ormoško podjetje Pfeiffer and Langen redno zaposluje 17 delavcev. V sezoni v času polnjenja silosa pa za določen čas zaposlijo še 15 ljudi. Na novinarsko vprašanje, ali bi podjetje v primeru odprave kvot za sladkor bilo pripravljeno investirati tudi v proizvodnjo sladkorja v Ormožu, je direktor Štefan Lücke dejal, da je o tem do leta 2018 oziroma 2020, ko bi naj padle kvote, prerano govoriti. Saj je vse odvisno od razvoja dogodkov na trgu sladkorja. Možnosti pa ni izključil. V ponedeljek je v sejni sobi Ormoškega občinskega sveta potekal 7. medobčinski mladinski parlament. Mladi parlamentarci so tokrat razpravljali na temo odraščanje. Še pred začetkom parlamenta jih je sprejel župan občine Ormož Alojz Sok. Pozdravil pa jih je tudi središki župan Jurij Borko. Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož, Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž je v sodelovanju z občino Ormož in osnovno šolo Ormož pripravila zasedanje 7. medobčinskega otroškega parlamenta. Še pred zasedanjem medobčinskega otroškega parlamenta je šolarje iz vseh 3 občin v poročni dvorani Ormoškega gradu sprejel župan občine Ormož Alojz Sok. Pozdravil pa jih je tudi župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko. Uvodni nagovor za vse zbrane je pripravila koordinatorica pri medobčinski zvezi prijateljev mladine Aleksandra Kociper. Učenci osnovne šole Ormož pa so pod vodstvom Alenke Šalamon pripravili tudi kratek kulturni program. V nadaljevanju je potem bilo zasedanje parlamenta v sejni sobi Ormoškega občinskega sveta. Navodila za delovanje otroškega parlamenta je uvodoma podala predsedujoča Doroteja Lah. Lepo pozdravljeni. Otroški parlament je nastal na pobudo nas, učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme, vprašanjih, ki so pomembne v obdobju odraščanja, v okolju, kjer živimo, se šolamo ali preživljamo prosti čas.
Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi pa se s parlamenti na občinskem in na regionalni ravni in se zaključuje na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se preko Zveze prijateljev mladine izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja nas učencev, otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberemo sami. Za letošnjo temo je bila izbrana tema odraščanje. Naša naloga danes je, da na 7. medobčinskem otroškem parlamentu občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izražimo naša mnenja o tej temi. Današnji dnevni red je naslednji. Sprejem pri županu občine Ormož, gospodu Alojzu Soku, pozdravni govori, kratek kulturni program učencev osnovnih šol Ormož, imenovanje delovnega predsedstva otroškega parlamenta, poročila s šolskim otroškim parlamentom, razprava po poročilih, oblikovanje skupnih zaključkov in pobud. Točke 1, 2 in 3 smo že izpeljali, zato predlagam, da kar preidemo k točki 4, imenovanje delovnega predsedstva otroškega parlamenta. Ker je vsako leto ena izmed šol zadolžena za vodenje parlamenta, je letos na vrsti naša osnovna šola Ormož. Ker sem že naredila uvod v današnje zasedanje, moram povedati, da je predlog se strani naše šole, da se za delovno predsednico današnjega parlamenta predlaga mene. Za zapisnik, kar predlagam mojo prijateljico Janjo, za člana oziroma članico pa eno predstavnico iz osnovne šole Središče ob Dravi, in sicer Majo Filipič. Zdaj pa prosim, da z dvigom roke potrdite delovno predsedstvo v zasedbi. Doroteja Lah, predsednica. Dobro. Janja Zadravec, zapisničarka. Maja Filipič, član. Preden preidemo na 5. točko dnevnega reda, vas prosim za upoštevanje določenih pravil. Poročila iz šolskih parlamentov šole predstavniki šol predstavijo po abecednem vrstnem redu, potem ko jih jaz pokličem. Med predstavitvijo poročil s šolskim parlamentom smo tiho in pozorno sledimo ter poslušamo. Med predstavitvijo ne postavljamo vprašanj in ne komentiramo. V razpravo po poročilih se vključujemo z dvigom roke oziroma s pritiskom na gumb in počakamo, da nam da predsednica besedo. Mladi parlamentarci iz 7 osnovnih šol, Ormož, osnovna šola Stanka Vraza Ormož, Ivanjkovci, Miklavž pri Ormožu, Velika Nedelja, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so tako v nadaljevanju predstavili svoje razmišljanja in izsledke dognanj na temo odraščanje, ki mladim poleg številnih radosti prinaša seveda tudi številne stiske in dileme v zvezi z obveznostmi, ki se jih je potrebno vse bolj odgovorno lotevati, dileme v zvezi z izgledom, ljubeznijo in spolnostjo ter podobno. Prihodnje leto bo 8. medobčinskemu otroškemu parlamentu predsedovala osnovna šola Središče ob Dravi. In kot so mladi parlamentarci sklenili, bo beseda tekla na temo odnos do drugačnosti. Sedaj pa k aktualnim prazničnim dogodkom. Turistično društvo Središče ob Dravi je na minulo cvetno nedeljo odprlo razstavo velikonočnih jedi in okraskov. Razstava je na ogled v Vaškem domu na Grabah. Otvoritev velikonočne razstave so svojim nastopom popestrili pevci ljudskih pesmi iz Obreža pod vodstvom Danice Žerjav. Zbrane v Vaškem domu na Grabah pa sta v nadaljevanju pozdravila predsednica Turističnega društva Središče ob Dravi Dragica Florjanič in župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko. Letošnja velikonočna razstava je 10. zapovrstjo in tako kot vsaka doslej, tudi ta prinaša na ogled številne velikonočne dobrote, okraske in še kaj, kar ustvarijo pridne roke. Letos smo povabili zopet osnovno šolo, vrtec, potem še tu osnovna šola Miklavž, osnovna šola Stanka Vraza Ormož in pa stanovalci doma starejših v Ormožu so se nam zopet priključili, tako da nam popestrijo našo razstavo. Kako dolgo bo razstava odprta? Razstava bo odprta do velike noči, v bistvu do Vuzma, kak rečemo 1.4., kajti letos je tematika v glavnem kruhi, potice,
tako da to je hrana, ki pač niti ne more nekaj dalj časa obstati. Ne. Ampak časa bo vseeno dovolj, da si jo lahko ogledate. Že na otvoritvi je bilo nešteto obiskovalcev. Večini ogled razstave pomeni stik s tradicijo. Je vsekakor velika noč je kot krščanski praznik ena izmed največjih in seveda tudi tradicija je v našem kraju zelo velika, kot vidite tudi. In seveda, kot vsako leto, že nekaj let zapovrstjo, vidimo tukaj razstavo v Vaškem domu na Grabah, kjer so torej pridne roke našega turističnega društva in mnogih tudi vidimo učencev osnovnih šol pripravili to lepo razstavo. V kratkem seveda tudi pridajo iz Obrežja, Šalovec, iz središča tudi Presmeci, velikane. Tako da seveda ohranjanje te tradicije pa praznovanje tega praznika je seveda pomembno in me veseli torej, da se ohranja ta tradicija, pa da se mnogi trudijo v tej smeri. Kako pa občina podpira vse te dejavnosti turističnega društva in aktiva kmečkih žena? Mi seveda vsako leto, tudi letos, torej ravno je razpis minil, če bi tako rekel, torej društva so imela možnost, da se prijavijo na razpis in seveda potem preko komisije, preko točkovanja ocenimo to njihovo dejavnost skozi vso leto in jim seveda pomagamo pri delovanju torej, teh vseh društev. Kako pa se vi spominjate časov, ko je verjetno veliko noč pomenila še več kot danes? Ja, veliko noč je dosti bolj slavilo kot danes, ker so ljudje bili bolj odvisni od vere, kot so danes. Ne? Danes je precej več, kako bi rekel, samostojnosti in pa nismo toliko odvisni več od vremena. Stalno smo pač nekje mislili na to, da nam Bog lahko pomaga. Medtem ko moraš si največ sam pomagati, potem ti tudi Bog pomaga. Ne? Na razstavi je poleg številnih dobrot in domiselnih okraskov videti bilo tudi izdelke učencev osnovne šole Stanka Vraza iz Ormoža. Verjetno so svoje izdelke na razstavo postavili z malce protekcije. Kot domačinka sem čutila neko dolžnost, da se tudi mi priključimo tej razstavi. Torej, med učenci smo nekako se odločili, da bomo spekli nekaj enostavnega, kar pač znajo sami napraviti. In te 3 pleteničke male z jajčki in tista velika pletenica so naši izdelki. In kako vaši učenci čutijo, doživljajo te praznike? Ja, zaenkrat še ne vem koliko ne, razen koliko smo jim mi povedali, ker izgleda, da še je vreme takšno, da ne zaznajo prihoda prav pomladi. Smo se pa dogovorili, da bomo šli jutri s kombijem sem na razstavo in potem bomo mogoče malo bolj začutili, da se res pa velika noč in pomlad nezadržno približujeta. Glede na vremenske razmere, tudi do zelenega Presmeca ni bilo enostavno priti, ampak ljudje so se znašli po svoje. Mi vsako leto nesemo vse to, kaj imam tu. In narežeš pred, deneš vazo in gledaj, grozd mi že skoraj cvete. Tako je. Torej ste se znašli? Notri grozdje, da je začelo rasti. Ste tudi vi prispevali kaj danes tukaj za razstavo? Ja, sem. Ja, tam imam 2 štruce. Lepo z jajčki gor pa tak, ne? Vsaki nekaj pa gre. Pa tudi jajčka smo barvale, pa počasi pa dosti napravimo, če nas je več skupaj. Kakorkoli razstava je prava paša za oči, pa tudi sline se vam bodo kar hitro pocedile. Da ne govorimo o idejah, ki se vam bodo morda porodile o pogledu razstave, da si boste tudi doma pripravili kaj tako dobrega in lepega. Domišljija seveda ne pozna meja. Za nami pa je tudi cvetna nedelja. Kljub temu, da je sneženje pokvarilo pravo vzdušje, se je ob cerkvi Svetega Duha na Grabah zbralo veliko vernikov, ki so prinesli presmece na blagoslov, niso pa manjkali tudi presmeci velikani. Cvetna nedelja je lahko lep dan, če pomislimo na prvo pomladansko zelenje ali prvo toplejše sonce. Ampak minula cvetna nedelja je bila vsakaj drugo. Kljub snegu pa, kot je bilo videti, pa se verniki tradiciji niso odrekli in so k blagoslovu prinesli nekaj zelenja, ki so si ga priskrbeli na različne načine, odvisno od iznajdljivosti posameznika.
Še veliko več truda pa je bilo potrebnega za nabavo zelenja, ki so ga potrebovali za izdelavo presmecev velikanov. Kako dolgo ste delali ta presmec? Ja, včeraj smo delali, celi dan smo se trudili, sicer je bilo slabo vreme, pa nam je uspelo. Kako je dolg? Dolg je nekje, recimo, nekaj čez 40 metrov. No in kako ste pravzaprav vso to zelenje dobili glede na vreme? Ja, včeraj smo se trudili, malo smo iskali po remizah, nekaj smo se dogovorili z različnimi lastniki, pa nam je uspelo, sicer ni neka velika izbire, ampak nekaj smo nabrali. Koliko ljudi je sodelovalo? Ja, včeraj nas je bilo okoli skoraj 40, pa vidite, danes ekipa, še Štajer kluba, pa gasilci skupaj, ne? Namreč 40-metrski presmec so iz Obreža do cerkve pripeljali na 14 starodobnih traktorjih. Iz traktorjev pa ga je na obzidje ob cerkvi poneslo kar 24 vrlih gasilcev. Potem je z desne od cerkve dokorakala še ena četica, ki je prinesla še enega velikana. Tudi letos so se zanj potrudili prebivalci Partizanske ulice v središču ob Dravi. Kako dolgo ste delali ta presmec? Če moram iskreno povedati, zdaj ga delamo že 14 let. Prvo leto smo ga delali 2-3 ure, 4 ure. Zdaj pa smo imeli s pripravo vred, pa vse kompletno smo bili 3 ure komplet gotovi. In koliko ljudi ga je izdelovalo? Včeraj ga je izdelovalo 28, plus toga je bilo nekaj naše deca, ki so gasilke. Ovo pa sami starejše, pa zdaj, ki smo prirasli. No in kakšno dolžino ima ta presmec? Ta presmec pa ima naš 32 metrov. Za presenečenje pa so poskrbeli tudi mladi središki gasilci. Jaz so ga že prej tudi nosili, ampak smo se odločili, pa smo kak gasilci prinesli svoj presmec. Kako pa je dolg? 10 metrov. Koliko vas je bilo tistih, ki ste se ukvarjali s tem presmecom? Aktivno, delali smo mlade, 4, pomagali so nam pa še starejše. Ko so presmeci velikani bili varno na obzidjih okrog cerkve, jih je vse po vrsti blagoslovil svetinski župnik Jožef Rajner, ki je pozneje v cerkvi svetega Duha na Grabah daroval še sveto mašo. Pa še na Kog se odpravljamo. Minuli petek je namreč na Kogu potekala revija otroških pevskih zborov Cici do 2013, ki jo organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož. V 2 delih je nastopilo 14 otroških pevskih zborov. Tako se je minuli petek v teku popoldneva na odru šolske telovadnice na Kogu zvrstilo čez 400 mladih pevcev iz vseh 3 občin na Ormoškem. Nastope otroških pevskih zborov je spremljala strokovna spremljevalka, glasbena pedagoginja Sonja Kasesnik. Ja, bila je pestra tako po zasedbah, kajti bili smo priča 3 zvrstim otroških zborov, kar je danes že skoraj običaja. Najprej vrtci, potem mali šolari, 1., 2. razred in do 5., 6. razreda, to so pa že malo bolj oblikovani pevci in posegajo malo po zahtevnejših programih in teh se morda tudi nekje najbolj razveselimo. Potekala je v 2 delih, to se pravi zborov je ogromno, 2x7, 14 zborov za tole okolje in to populacijo do 6. razreda osnovne šole se mi zdi zelo bogata dediščina dela pedagoških delavcev, glasbenih pedagogov. To pomeni, da to ocenjujete kot pozitivno? Zelo. Prvič je to, kajti na tej stopnji razvoja otrokovega menim, da je nujno čim več otrok zajeti v to populacijo pevcev, da jih razvijamo, da razvijamo njihove danosti, ritmični posluh, melodični posluh in jih navajamo na disciplino in red. Kajti to je garanje in tu se otroci marsičesa naučijo. No in kakšne izkušnje imate, kakšni so sicer trendi takšnega zborovskega otroškega prepevanja v Sloveniji, pa morda tudi v svetu? Slovenci mislim, da prednačimo, da ni narodov, ki bi imeli toliko kategorij zborov, kot jih imamo mi, ne samo v šoli, tudi potem pomotecijski zbori, srednješolski in odrasli. Ni vasi, da ne bi imela svojega zbora. In mislim, da šole postavljamo pa temelj vsej tej generaciji pevcev in to se mi zdi edino bogatstvo naroda, ki ga moramo zadržati v tej krizi. Pa verjetno se za zborovsko prepevanje, ki na vse načine združuje tako mlade kot starejše, ni bati.
Na minulem območnem srečanju se je med zbori prvič predstavil tudi otroški pevski zbor Glasbene šole Ormož, ki je ustanovljen v začetku šolskega leta. Sledi še pregled zadnjih športnih dogodkov. Veliko se je dogajalo, izpostavim pa naj drugi turnir v borilnih veščinah za državno prvenstvo, ki je potekal v Ormožu. Takoj po oglasih. Bi želeli osvežiti svoj dom z novimi barvami? Potem se oglasite v trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič. Ponuja vam široko paleto notranjih fasadnih barv, ometov ter barv za les in kovino, ki vam jih zmešajo v najsodobnejši mešalnici barv. Ponuja vam tudi demit fasade, razne štukature in okrasni stiropor. Za avtoličarje ponujajo široki zbor avtoličarskega materijala, navadne, akrilne in metalik avtolake, ki vam jih prav tako zmešajo v željenem tonu. V prodajnem programu pa boste našli tudi razna lepila, lake za parket, izolacijski material, fugirne mase, izravnalne mase, kite, akumulatorje, čistila, plin v jeklenkah ter vse pripomočke za domače mojstre. Trgovino Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu lahko obiščete vsak dan med 7 in 17 uro, v soboto med 7 in 13 uro. Telefon 740 01 70. Sanja o Ljubljani, ko vsako jutro ob 5 vstane. Ona sanja o Ljubljani, oči so težke in zaspane. Na postaji čaka vlak in že 8 let je isto. Včeraj bil je dež in mrak, nebo je danes čisto. Mama ni dala upanja in oče jo pozabil je objed. Noče biti v duši stara in si v sanjah slika lepši svet. Ona sanja o Ljubljani, ko za prvo pauzo gre na cigaret in pepel speži na vetru, ko da noče biti ujet. Naj ne gre, to ji povej, ker diham za njo. Brez nje bo življenje moje v temo šlo. Naj to življenje zdaj preklinja brez besed, ker že sita je čakanja dolgih dni in let. Kam jo pelje siva cesta, njeno skrito upanje. Rada bi z vasi do mesta, da do vrata ji odpre. Ona sanja o Ljubljani in ne ve, da tudi tam ljudje so sami. Od žalosti je slepa in ne ve, kako zelo je v sebi lepa. Ona sanja o Ljubljani, ker bi rada šla naprej in ne ve, je nekje nekdo, ki tiho sanja o njej. Naj ne gre, to ji povej, ker diham za njo. Brez nje bo življenje moje v temo šlo. Naj ne gre, to
Gostilna Črni ribič v Frankovcih. Za vse, ki si radi privoščite ribje ali druge specialitete, ter se sprostite v prijetnem okolju. V gostilni Črni ribič je prostora za 70 gostov, v poletnih mesecih pa jih do 30 sprejme tudi terasa. Nudijo vam a la carte različne ribje specialitete, a la carte ostale jedi, malice, kosila, catering, organizacijo porok in abrahamov, izletniška kosila ter še in še. Pričakujejo vas vsak dan, razen ponedeljka od 11. ure naprej, od torka do petka do 22. v soboto do polnoči in v nedeljo do 20. ure. Dobrodošli v gostilni Črni ribič, Jožef Dragarič SP, Frankovci 2A, ob glavni cesti iz Ormoža proti Središču ob Dravi. Naj zadiši po morju. Ko se vinski griči ponujajo vse svoji lepoti in ko žlahtna kapljica polepša dan, glasi vabilo na turistično kmetijo Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu. Poleg odličnih vin, ki jih na kmetiji pridelajo v svojih vinogradih, pa se na turistični kmetiji Puklavec lahko pohvalijo tudi s pestro kulinarično ponudbo, ki temelji na izvirnih domačih receptih. Ponuja čar krušne peči in pristnosti. Tudi odličnih slaščic ne manjka v ponudbi in vsega, kar bo zadovoljilo še najizbirčnejšega gosta. Na kmetiji Puklavec vas bodo z veseljem popeljali na degustacijo vin v svojo bogato založeno klet, vas pogostili pod brajdami, poskrbeli za glasbo in vam končno v svojih sobah za goste ponudili tudi prenočišče, če boste tako želeli. Na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih 21 Miklavž pri Ormožu lahko hkrati postrežejo 60 gostom. Vse informacije pa ponujajo tudi po telefonu 041 916 343. Dovolite si razvajanje in privoščite si sonca med vinogradi na Zasavškem griču pri Puklavcu. Ormoško pivo ogrelo nas bo, kapljico zlato za dušo telo. Lep pozdrav! Pričeli bomo z borilnimi veščinami. Kljub hladnemu vremenu je bilo v Ormožu preteklo soboto zelo vroče na drugem turnirju za državno prvenstvo Slovenije v kickboksingu in sicer v disciplinah point fighting, light contact ter disciplini kick light, ki je bila letos prvič na sporedu. V športni dvorani na Hredeku se je zbralo nekaj manj kot 300 tekmovalcev iz 22 slovenskih klubov. Nastopilo je natančno 282 bork in borcev. Ljubitelji borilnih veščin so videli številne razborljive in kvalitetne borbe. Konkurenca je bila zelo močna v kick-lightu, ki je najmlajša kickboksing disciplina in kjer so nas na svetovnem prvenstvu v Makedoniji leta 2011 po osvojenih medaljah med 32 državami na koncu prehiteli le Poljaki. Iz kluba borilnih veščin Ormož se je tekmovanja udeležilo 10 tekmovalcev, trenerja Danilo in Milan Korotaj ter sodnica Tončka Kaluža. Iz vrst Ormoža smo pogrešali slovensko reprezentantko Nušo Štefančič. Tekmovalci so se pred domačim občinstvom ponovno izvrstno odrezali, saj so dosegli kar 5 prvih mest, 3 druga mesta in 9 tretjih mest. Zraven že uveljavljenih tekmovalcev, ki zastopajo tudi barve Slovenije, kot člani državne reprezentance so se odlično odrezali najmlajši tekmovalci kluba borilnih veščin iz Ormoža. Pa poglejmo rezultate Ormožanov. Lan Kokol je med mlajšimi kadeti v point fightingu do 37 kg osvojil tretje, do 42 kg pa 5. do 8. mesto. Nejc Korotaj je v istih kategorijah dvakrat zasedel 5. do 8. mesto. Rok Tomažič je pri starejših kadetih do 52 kg v point fightingu osvojil prvo, v light kontaktu pa drugo mesto. Mlajši od bratov Tomažič se je veselil zmage v kategoriji starejši dečko do 57 kg v light kontaktu. Matjaž Pleh je med mladinci do 57 kg v point fightingu osvojil tretje, v light kontaktu pa drugo mesto. Pleh je nastopil tudi v višji kategoriji do 63 kg, kjer je v light kontaktu zasedel tretje mesto. Dejan Kociper se je veselil 2 zmag, in sicer med mladinci do 57 kg v point fightingu in light kontaktu. Med mladinci do 63 kg light kontakt je Kociper dodal še drugo mesto.
Na turnirju v Ormožu se nam je predstavil tudi novi ormoški obraz Luka Vrankovečki. Kljub pomanjkanju izkušenj je Vrankovečki osvojil 3 tretja mesta. V point fightingu med mladinci do 57 kg in v light kontaktu do 57 in 63 kg. Žan Tomažič je med mladinci do 63 kg light kontaktu osvojil prvo mesto, med mladinci do 69 kg light kontakt pa je slovenskemu reprezentantu pripadlo tretje mesto. Za nastopom v višji konkurenci si je Tomažič kljub porazu v polfinalu nabral nove prepotrebne izkušnje. Med člani so barve ormoškega kluba zastopali Florian Kuharič, Mitja Rozman in Uroš Brlek. Kuharič je med člani do 74 kg light kontakt osvojil tretje mesto. V polfinalu pa je staknil žal poškodbo in bo vsaj 3 mesece odsoten iz tatamijev. Rozman je med člani do 74 kg light kontakt zasedel 5. do 8. mesto. Brlek pa med člani na 94 kg v point fightingu tretje mesto. Z doseženimi rezultati in vsem preostalim je bil zelo zadovoljen tudi trener kluba borilnih veščin Ormož Danilo Korotaj. Poglejmo in poslušamo pogovor. Najprej čestitke na izpeljavi turnirja, kar precejšen zalogaj je izpeljati takšen turnir z 282 borci, borkami iz 22 klubov. Ja, zagotovo. Ponovno nam je bila zaupana organizacija tega turnirja. Pomeni zdaj, da dejansko zadnji turnir je bil organiziran leta 2010. Smo se pač odločili, da to organiziramo. Uspeli smo kar dobro zadevo zaenkrat pripeljati do drugo polovico. V glavnem tekmovanje poteka v semi light kontaktu in v kick lightu, kot boste videli, na 3 tatamijih. Naši tekmovalci pa so, bom rekel, kar bili zopet ponovno uspešnejši v light kontaktu, katere discipline dajemo tudi glavni poudarek klubu. S kakšnim številom borcev ste nastopili na turnirju v Ormožu? Nastopili smo dejansko z 9 imeni, ampak so določeni tekmovalci, boljši tekmovalci zaradi določenih, bom rekel, slabše zasedene kategorij nastopali tudi v 2 oziroma 3 disciplinah. V eni discipline v semi kontaktu, prav tako v svoji disciplini v light kontaktu in še v eni kategoriji više v light kontaktu. Leto 2012 je bilo odlično leto. Tudi 2013 imate verjetno visoke cilje. Zagotovo. Verjetno je bilo opaziti, da letos še zaenkrat nam ni odločila oziroma predložila Nuša Štefančič, kar je, bom rekel, en takšen veliki hendikep za klub, ampak to se vedno dogaja. Upam, da še se Nuša nam mogoče priključi, če ne letos v naslednji sezoni, mogoče na kakem pokalu. Drugače pa imamo tudi zdaj se tudi, bom kar dobro rekel, je v Karlovcu na prejšnjem prvenstvu prebil let Lan Kokol, ki je tekmoval v 2 kategorijah. Uspelo me tudi ponoviti to na prvem državnem prvenstvu, ko je bilo in v semi kontaktu v kategoriji 37 in 42 kg, tako da podmladek počasi zopet pridobivamo. Imamo še par borcev, ampak še nismo, bomo rekli, danes pripeljali na ta turnir. Kot standardno pa imena Dejan Kociper, Žan Tomažič, Pleh Matjaž, Tomažič Rok. Danes se tudi preizkušal Luka Vrankovečki, ampak ni bil kar dosti prisotn na treningih, tako da bo še mogel malo delati. To je tudi Nejc Korotaj. In pa tudi v članske konkurence se od lanskega jesen dejansko pojavila novo ime plus 94 kg Brlek Uroš, kateri je sicer danes nastopal, ampak je tudi kar dosti krat službeno zadržan, tako da dejansko z premalo treninga mu tudi danes ni uspelo osvojiti oziroma prvega kroga. Tu pa sta še potem 2 tekmovalca, Rozman Mitja in Kuharič Florian, ki pač nažalost tekmujeta v light kontaktu v isti kategoriji, oba do 74 kg, tako da sta se v Karlovcu, če se vrnem tudi nazaj v mesecu februarju, srečala v finalu. Danes pa še bomo videli, kako se bo ta kategorija razvila. Za budnim očesom je dogodke na turnirju spremljal tudi predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar. Kako ste zadovoljni z današnjo organizacijo turnirja v Ormožu? Organizacija je kot vsako leto bila na najvišjem nivoju, koliko je to možno glede na dvorano, v kateri smo, ki je prav tako zadovoljiva in se lahko naredijo taki turniri državnega prvenstva.
kot vedno se je organizator klub borilnih veščin Ormož potrudil. Moramo povedati, da Ormož že dolgo let obstaja na zemljevidu kickboksinga in prav tako v organizacijskem smislu in nima težav za svojo veliko ekipo. Danes sodeluje 282 tekmovalk in tekmovalcev iz 22 klubov, mogoče še pogrešamo kakšen klub? Ja, še pogrešamo kakšen klub, vendar že ta številka zelo velika, ker vemo, da to tekmovanje ne v vseh disciplinah, ampak samo v 3. Mi gremo drugi mesec v Novo Gorico na 3. turnir, ker so v drugih disciplinah, tako da številka aktivnih v kickboksingu v naši zvezi bliskovito raste. Lahko ste videli malo kvaliteto tega državnega turnirja. Kam bi lahko s to kvaliteto posegli v evropskem oziroma svetovnem merilu? Glede na to, da je kar nekaj novih klubov, glede na to, da je kar nekaj novih tekmovalcev, je bila kvaliteta od tistih slabih, bomo rekel, pod narekovaje, ker vsak se trudi po najboljših močeh, do solidnih, pa tudi tisti najboljši so tekmovali, tako da smo videli vse tu v Ormožu. V letu 2013 je pred Kickboksing zvezo Slovenije so katera tekmovanja, govorim o evropskem in pa svetovnem merilu. Kaj vas čaka? No, imamo svetovna prvenstva članska in sicer v Braziliji in v Italiji in seveda mladinsko prvenstvo pa je tokrat v Mađarskem. Poleg tekmovalk in tekmovalcev je največ dela imela tudi zdravniška služba, za katero je skrbel Franc Novak. Ste eden izmed najbolj dejavnih mož na današnjem turnirju. Je to običajno ali je to nekaj posebno navadnega? Dokaj običajno, ker poškodb pri tem je kar precej, večina je hvala Bogu lažjih, bolečine predvsem v udarjenih mišicah, v udarjenih sklepih. Je pa vmes nekaj takih malo težjih poškodb ali pa mogoče meja z motno zavesti, ko pa le treba močkim počakati, odrediti, prekiniti srečanje, svetovati ne nadaljevati, posebno pri otrocih pa mlajših, ko so v žaru borbe in se ne znajo ustaviti. Zelo je pa odvisno od sodnikov. Če sodniki ne opravijo svojega dela, tako kot je treba, in pustijo pri kategorijah, kodar naj ne bi bilo poškodb, skratka samo dotik, potem gre vse narobe. Ste mogoče kdaj vi tisti, ki svetujete trenerju, češ naj zaustavi konje, fant je poškodovan oziroma dekle, pa se enostavno borba ne nadaljuje? Pri mlajših kategorijah velikrat, ker čim je ocenam, da je bolečina tista, ki preprečuje oziroma ovira pri tekmovanju in zakrči, mu lahko vzameš vso voljo in svetujem trenerjem, ali pa celo sam prekinem in pač v dobro mladega rečem, ne nadaljuje sodniku. Sodnik bo pač upošteval tisto moje mnenje. Po tekmi sami se pa pogovorim po možnosti starši, ker veliko krat so starši tukaj zraven, pa se da lepo pogovoriti, pa svetovati, da otroku pustijo veselje do tega športa in ga ne omejujejo, oziroma mu pomagajo takrat, ko je bolečina ali pa nepomembna poškodba tista, s katero se zogne tekmi. Klub borilnih veščin Ormož je zelo uspešno pod streho spravil še en turnir državnega prvenstva. Ob tem so znova uspešno nastopili ormoški borci, kar daje novi zagon za še trdnejše delo. Sledijo rokometne novičke. Prejšnji teden so nas razveselili rokometaši osnovne šole Ormož, ki so se tretjič zapored za različno generacijo uvrstili na zaključni turnir. Letos bo organizacija zaključnega turnirja pripadla Škofji Loki in osnovni šoli mesto Škofja Loka. Poleg gostiteljev bodo na velikem finalu državnega prvenstva nastopile še osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, osnovna šola Trebnje in osnovna šola Ormož. V glavni vlogi favorita sta šoli Škofje Loke in Trebnjega. Ormožani bodo poskušali presenetiti iz ozadja. 2 leti nazaj so Ormožani osvojili 4., leto nazaj pa 2. mesto. Zaključni turnir je predviden za petek, 12. aprila. Za pomembno zmago v 2. krogu lige za obstanek v Sevnici so nas razveselili tudi rokometaši Jeruzalema, ki so si s to zmago opomogli po domačem šoku proti Krškem. Poglejmo najprej izide lige za prvaka. Gorenje Maribor 40-28, Trimo Cimos 33-33, tekma Krka Celje do zaključka naše oddaje še ni bila odigrana. Liga za obstanek, Sviš Izola 30-25, Krško Ribnica 20-22 in Sevnica Jeruzalem 33-38. Pri zmagi Jeruzalema na derbiju Začelje sta David Bogadi in Aleš Išmanović dosegla 8 točk. 5 točke dodal Bojan Čudić, po 4-krat so bili uspešni Daniel Mesarić, Siniša Radujković in Jan Gregorc. Vratar Boštjan Berec je dodal 14 obramb.
Gostitelji niso na tekmi vodili niti enkrat. Izid je bil poravnan le pri 1-1 in 2-2, ves preostali del srečanja so vodili Ormožani. V prvem polčasu največ za 5 in v drugem polčasu največ za 8 točk. Gostom je na roko šel tudi trenutek iz 5. minute, ko je rdeč karton po prekršku nad Gregorcem prejel domači vratar Kos. O poškodbah vratarjev Božiča in Zaponška je moral v vrata komaj 17-letni Brzin, ki pa ni bil kos težki nalogi. Od 40 strelov nasprotnika je zaustavil le 5 poskusov, kar je znašalo 12% uspešnost obranjenih strelov. Premalo, da bi se Sevničani lahko kosali z Ormožani, ki pa tudi niso blesteli z igro v obrambi. Največ preglavic v obrambi sta igralcem trenerja Saša Prapotnika povzročala izkušeni Sirk in nadarjeni Dražetič, ki sta na koncu tekmo končala pri kar 18 doseženih zadetki. V ligi za prvaka vodi Gorenje 46 točkami, Celje s tekmo manj ima 41 točk, Cimos je 3., Maribor 4., Trimo 5. in Krka 6. V ligi za prvaka sta si praktično obstanek že zagotovili ekipi Ribnice in Sviša. Kaj podobnega še vedno ne velja za 9. uvrščeni Jeruzalem, 10. uvrščeno Izelo in 11. uvrščeno Sevnico. Krško je že odpisano in novi prvobeli gaš. Pred rokometaši Jeruzalema so zdaj velikonočni prazniki. Tako je 3. krog lige za obstanek na sporedu v sredo 10. aprila, ko ob 19. uri na Hardeku gostuje zasedba Sviša iz Ivančne Gorice, ki je veliko presenečenje letošnje sezone. Prvo beligaši so odigrali tekme 17. kroga. Doseženi so bili naslednji rezultati. Grča Kočevje Šmartno 26-32, Slovenj Gradec Dol Hrastnik 29-30, Grosuplje Dobova 24-22, Škofljica Mokrc Ig 31-30, Gorišnica Slovan 18-33 in Cerklje Velika Nedelja 31-25. Hud domači poraz so doživeli rokometaši Gorišnice proti Slovanu. Ljubljančani so slavili s kar 15 zadetki prednosti. Domačinom ni in ni šlo. Še največ sta pokazala vratar Gerčar s 17 obrambami in Kovač s 6 zadetki. Pri gostih je krožni napadalec Pogačnik dosegel 9, Matajič 6 zadetkov. Velika nedelja je v Cerkljah doživela svoj 12. prvenstveni poraz. Za zmagovalce je Vrbinc dosegel 10 točk, vratar Pajntnar pa je prispeval kar 22 obramb. Pri poražencih je prvi strelec lige Ivančič dosegel 7 golov, vratar Dokša je zbral solidnih 11 obramb. Ekipi Velike nedelje se je pridružil tudi Tomaž Špindler, ki bo v zaključku sezone pomagal svoji ekipi v hudem boju za obstanek v ligi. Stanje na lestvici pred zadnjimi 5 krogi je naslednje. Vodi Šmartno, ki je še brez poraza, Slovan je 2., Dol Hrastnik 3. Sledijo Slovenj Gradec, Cerklje, Dobova, Mokrc Ig, Gorišnica, Grosuplje, Škofljica, Grča in Velika nedelja Karera Optil. Obstanka v ligi si praktično še ni zagotovilo pol ekip v ligi, tako da bo zaključek sezone izredno zanimiv. V 18. krogu v soboto 6. aprila Velika nedelja ob 19. uri doma pričakuje Škofljico, ki je neposreden konkurent v boju za obstanek. Zasedbo Gorišnice čaka gostovanje pri Dol Hrastniku. Reprezentanca mlajših kadetov, letniki 1996 in mlajši, ki jo vodi Ormožan Saša Prapotnik, se je v četrtek zjutraj odpravila na močan mednarodni turnir v Bugojno v Bosni in Hercegovini. Poleg gostiteljev in Slovenije bodo na turnirju nastopile še reprezentance Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Slovaške in Katarja. V petek dopoldne mlade Slovence, ki se pripravljajo na olimpijski festival mladih v Utrechtu, najprej čaka tekma proti Bosni in Hercegovini, v večernih urah pa še tekma proti Črni Gori. V soboto popoldan je na sporedu še tekma proti Srbiji. Odvisno od uvrstitve v pretekmovanju bo Slovenija v nedeljo igrala za 1., 3., 5. ali 7. mesto. Barve Slovenije bodo v Bugojnu zastopali tudi 3 rokometaši Jeruzalema iz Ormoža, in sicer Rok Cvetko, Matic Topolovec in Miha Kolmančič. Kako so se odrezali naši fantje, boste lahko izvedeli v naši naslednji oddaji Utrip Ormoža. Zaključili bomo z nogometom. V 15. krogu Medobčinske nogometne zveze Ptuj Superliga sta bili zaradi slabih vremenskih pogojev odigrani le 2 tekmi. Središčani so v športnem parku Trate z 2-0 ugnali ekipo Stojnc. Za zmago Čete, novega trenerja Otmarja Fafoliča, sta zadela Borko 8. in Ivanoša v 16. minuti iz 11 metrovke. V drugem srečanju je Ptujska Drava v sosedskem derbiju s 3-0 premagala Podvince. Tekmi Karera Optil Ormož, Gerečja vas in Bokovci Hedina sta bili odpovedani in sta delegirani za sredo 10. aprila ob 16:30.
V 16. krogu nogometaše Ormoža v soboto 30. marca v 15. uri čaka gostovanje pri Hajdini. Nogometaši Središča ob Dravi pa bodo 1. aprila ob 16. uri na velikonočni ponedeljek gostovali v Podvincih. Toliko za danes. Lepe, mirne in predvsem sončne velikonočne praznike vam želimo. Pa se vidimo znova čez teden dni. Pa srečno!